Ja, tako je, ne? Če se snemamo takrat, ko nam je luštno, se dajmo pa še takrat, ko nam ni luštno. 4 dni nazaj sem se prostovoljno javil, saj to nima sploh zveze, no, ampak enemu gospodu pomagati seliti neko pohištvo. In midva nosva to pohištvo iz ene hiše gor pa dol, po štengah levo pa po štengah desno, no in pride na vrsto ena nočna omarica. Nič takega. Če ne bi imela na vrh take marmorne plošče, težke kot cent, to je imelo po moje ne 80 kil, jaz še v življenju nisem toliko težkega pohištva prenašal. In ker sva to od spodaj držala, je tisti hudič imel pa na vrh težišče, ne. In gospod, no, ne bom njega obtoževal, no, pač ušel nama je težišče levo, desno in se je žvenk naredil in šmelc, ona marmorna plošča se je odlimala in iz 1 metra direkt meni na palec na nogi. Luštno, mislim, ne toliko. Zelo točkovno je padlo takrat naprej, jaz ležim v postelji in se ne morem kaj dosti premikati, ko mi do kopalnice pridem, ker me boli že, če na peto stopim. Ne vem, če je to glih smiselno kazati, ker je precej nagravžen. Najbolj zanimivo je pa, da je prst vijoličen tudi iz spodnje strani. Tako da jaz sem kar 90%, da je to zlomljen. Zakaj nisem šel k zdravniku? Takrat, ko mi je potekla viza, mi je poteklo tudi 1-letno zdravstveno zavarovanje in na to sem pozabil. Preden sem si jaz to zavarovanje uredil, traja nekaj dni. Nogo imam skozi malo povzdignjeno, tako kot gospe, da gležnji ne zatekajo, da kri fajn dol teče, ne. Da se pol zbudim čisto rdečo glavo. Povrh vsega me je vsekel še en prehlad. Pol se pa človek nafila z raznimi tabletami. Gospod mi je dal tudi takele fine tablete na recept. Jaz temu uporabljam take filmske tablete, da se počutiš pol kot Walter White po kemoterapiji. Z raznimi morfiji in s takimi zadevami. Nič bati, mami, ne bom tega jedel. No, ampak zdaj sem to zavarovanje uredil in grem jutri v bolnico. They sent me from the ground floor to get an X-ray. Have a seat first. Okay, thank you. To, X-ray. Ground floor. Štih. Zdaj sem te izvide nesel dol zdravniku in je rekel, da je kos prsta kosti odlomljen in premaknjen in da moram nujno na urgenco. Po 1 tednu skoraj. Malo mi je slabo ratalo, malo sem živčen. Zdaj še imam tule po urgenci. Zanimiv sistem imajo. Dobiš takole zapestnico s tole kodo in pol te zdravnik poskenira kot enega piščanca. Do ušes. Tule sem na tej posteljici. Gospa pravi, da se tacga zloma itak nič ne da kaj posebej zdraviti, da se to nič ne švasa skupaj. Tako da ni druge, kot da ležim pa čakam. Ponudili so mi special boot, walking boot. V glavnem dobim eno tako zadevo, ko bom lahko brcal pol ljudi. Feel like dancing. Dancing! Okay. Dancing! Ponudila mi je tudi bergle, sem odklonil. Moram reči, da je bila nasploh zelo prijetna izkušnja z njihovimi zdravniki. Oh wow, that's a fancy shoe. How is it? Can you put... Yeah, I feel a little pressure here. Pressure here? Yeah, oh now it's better. Yeah. Okay. Yes, You actually like pump the air inside the shoe. Yes, Okay. not there. Oh, nice. Okay. It feels so very comfortable. comfortable. Yeah, Yeah. It feels like I can kick around like Don't do that. mašina. Dun, 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 dun. Malo se bedno počutim, ker sem dobesedno stran vrgel ves ta čas, sem sam ležal. Vsekakor se sliši, da je neki izgovor, ampak res dobesedno vse najlepše, vse najbolj luštne zadeve sem si šparil za zadnje 2 tedna. Vse znamenitosti sem hotel pogledati, vse sem hotel še enkrat pofotkati, še enkrat posneti. Hotel sem se posloviti, tako kot se zagre, ampak imam tak feeling, da je malo tako nedokončano vse. In zdaj kar naenkrat je pa to. Ampak kakorkoli lahko rečem, da bom imel Toronto v zelo lepem spominu.
to je to. Mojega 13-mesečnega bivanja v tujini je konc in bilo je luštno. Zdaj pa moram kar šibati, ker imam čez 2 uri že avion za Ljubljano. Skoraj 26, zdaj treba pa neki stran vršta, kva. Pred 2 kili manj. Kaj vse zadosti, če tisto vzameš ven? 1,70 kg je manj. To je to, ker vsaka tehtanca drugače tehta. Stehtaš na eni in ti kaže 23, priješ na letališče, jih je 26. Na to po moje oni malo golfajo, da lažje denar zaslužijo. Da bi nam rekel, da je to orožje, da bi koga s tem klofnil. 24, to pa naj malo čez prste pogleda. Je v redu, ne? Če ne pa tako z nogo malo prezdigval. Kaj moram prijateljem iz Slovenije nositi? Kaj da ni čipsov v Sloveniji, no. No, glavno. Ok, gremo. Se ne vem, kje pasuš. Najdu. Here you go. To je pa Miro, ki mu nesem prtlago v Slovenijo. Jaz že govorim v tej puhovki, kako bom to delovane prišel. Can I put it there? It's gonna be... Because it's kind of, I don't want to hit someone. Leave it Okay, I won't, okay. It's there, yeah. Vidiš, pa imel lepo zapakiran, zdaj pa ubal enega s tem stativom. Ja, ne boš na noter, pa tudi ta čas. Razumem. Pa tudi en biznismen, no, da ti ne dajo miru s tem telefonom. Je. On živi tukaj. Od koga? Ma drugače je z Gorice. Imajo z Goric. Ne mi pozabi, da noš pozabil. List na avionu, ne? Oh, Canada. And a chip Land. And then? of all thy sons come back. Sem pa ta čevelj nadel iz večjih razlogov in sicer prvo kot prvo on sam stane $150, tako da to je pol, če damo v par 300, to je že skoraj tako kot kakšna Balenciaga, ne, naprimer. Pol sem pa razmišljal, itak je fajn imeti tako zadevo doma, ne, veš, pol si lahko še kdaj kaj zlomaš. Potem pa še ključen, najbolj pomemben razlog je pa to, da jaz sem razmišljal, če imaš to gor, te zihar drugače obravnavajo na avionu, ne. Kakšen specialen prevoz, ne, s kakšnim liftom me bojo najbrž gor dvignili. Tako, da se malo dogaja, da nisem normalen potnik. Ko je ena macola zgleda, ne, tako. Vprašanje, če nam to kaj piskal na avionu. You can call me stupid. You can say I'm lazy. You can say I'm... Hi. That's lovely. Oh, that's a nice ride. Yeah, thanks. You can have a seat in the front if you'd like. Oh, It's a little more I'd love to. room. Sir, Thank you. and excuse me, golf cart behind you. You know what? This is so much fun. I really appreciate your help. No problem. Thank you. You have a safe It would flight. take me like an hour to go to here. Sem imel možnost vkrcanja na avion med prvimi. Lušten, še nikjer nobenega. Gospa mi je že vodo prinesla, pa tako, veš, bogi pa to. Itak, da nisem nič spal na avionu spet. In zdaj sem prišel sem ob 6 zjutraj in zdaj me še cel dan čaka. Ko pa dan pridem, bom pa spal en teden v kosu, res. In hrano bom tudi začel normalno spet jesti, ker mi po moje toliko vitaminov manjka, da čudem, da sem sploh še živ. Lej, s tem liftom me bojo not naložili v avion. Ne, hecam se. Ne vem, a se ne zahvalim to Adriji ali nizozemskemu letališču za tako organizacijo. Je prav prišel gospod, me je poklical Beat Saver, in mi pripeljal invalidski voziček, če me lahko pelje v avion. In sem rekel, da toliko hudo res ni, no.
In zdaj so me dali v poseben kombi, klele. In me bojo posebej peljali pred ostalimi potniki, kar je vedno fajn. Ladies and gentlemen, good morning and welcome aboard na letu proti Ljubljani. Moje ime je Luka Hauptmann in sem kapitan na današnjem letu. V imenu celotne posadke na Adria Airways vam želim prijeten let. Spoštovani potniki, dobrodošli na ljubljanskem letališču, kjer je temperatura 4 stopinje Celzija. In tekom celega leta sem dobil kar veliko vprašanj glede, kako sem začel s fotografijo, katero šolo sem hodil, če sem rojen v Kanadi. Vprašanja lahko napišete pod ta vlog, oziroma bom tekom naslednjega tedna naredil en Instagram story Ask me Tour de France, pa lahko kaj napišete. Tako da lahko pol še naslednji vlog naredim Q&A. Ajde, čau!